Pozdravljeni, danes sta z nami zakonca Pečnik, Darja in Franci. Sta starša 6 otrok in velik glas zavoda Živim. Oba sta zaposlena v zavodu, ki se trudi pomagati nosečnicam v stiskam, materam pri spontanem splavu ali smrti otroka in na splošno družinam v stiski. Darja in Franci, pozdravljena. Včasih mi je, da sta prišla zdaj v naš studio in prinesla sabo eno tako veselje do življenja. Hvala lepa. Čeprav imamo danes eno tako težko temo, težko zaradi tega, ker čutimo izgubo otrok, ki jih ni z nami, ampak vseeno imamo kristjani eno tako upanje. In dajmo začeti pri upanju, pri tem, kako sta pa vidva spoznala, da sta prava drug za drugega. Kako se je začela ta vajina zgodba? Moja se je začela na zelo zanimiv način. Jaz sem se za tisti čas, zdaj sva letos praznovala ravno 16 let, in jaz sem se za tisti čas poročila precej pozno, ne. So mi že govorili, da mi na nek način biološka ura tiktaka, ne, 30 let sem bila stara, ko sem se poročila, ampak jaz sem skozi vso svoje življenje odraščanja, skozi vso to dobo ugotovila, da sem v bistvu rajši sama, kot da se poročim samo zato, da se bom poročila. In ko sem enkrat sprejela to odločitev, to pomeni, da sem lahko tudi samska, sem pa spoznala Francija. Super. Ja, v bistvu zelo zanimivo, ne? V bistvu smo narazen 4 leta razlike, sem mlajši od Darje. Ne zgleda. Kar ne zgleda. Zdaj vedno bolj se izenačujejo. Sva uravnavna. Ja. In sva v bistvu prišla skupaj tako zelo moj pogled je bil takšen, da sem pač še študiral takrat. Praktično sem bil brez neke usmeritve in praktično mi je dalo, je združilo ravno to neko spraševanje mene osebno o neki temeljni poklicanosti, ne, s čimer se sploh nisem ukvarjal, skoraj tik pred koncem študija. In sva se praktično preko enih duhovnih vaj, katere nisva skupaj šla obiskovati, sva se nekako začutila na tem mogoče bolj duhovnem nivoju. In od tam ven v bistvu se spoznala in ugledala. Ja, in v bistvu je potem šlo pri nama precej hitro. Jaz sem bila že v tistih letih, ko sem vedela, da si enih v avantur ne grem in da tudi sploh ne grem v odnos, ki me ne bi notranje izpolnjeval. In sva dejansko maja šla na prvi zmenek. Naslednje leto, januarja, sva se zaročila, imela sva obred za roke v cerkvi in potem isto leto, avgusta, že poročila. Krasno. Tako da se eni sicer zelo čudijo temu, kako pa lahko že v tako kratkem času. Ampak tako kot je rekel Franci, midva sva se dejansko na duhovnem področju ugledala, čeprav sva se že prej poznala, in sva oba dva vedela, pri čem sva, in da na polno ali pa nič. In potem smo se poročili. Na nek način je bilo ravno to en tak, mislim, pošlihtano, res nič ni bilo v tistem človeškem smislu, ne. In študiral sem še, Darja je imela službo, v bistvu sem diplomiral pri 3. otroku nekje. Ampak nekako je bilo to tista taka močna, bi rekel, zavedanje, ne, te poklicanosti, da sva za skupaj, da bomo vse zmogla, ne. In tudi zaradi tega so se tokene stvari hitro postavljale na svoje mesto in so se začele pač dogajati tistih najinih 16 let zelo hitro. In potem so se začeli rojevati otroci. In kako sta pa občutila ta nova življenja, ki so prihajala v vajin zakon in ste postali družina? Ja, v bistvu to, ko sem rekel, ne, v bistvu je bilo tako naravno, se nam je zdelo vse. Prva stvar je itak najbolj pomembna, da poveva, da sva bila zelo blagoslovljena z otroci, ker praktično nisva imela nikoli nobenih težav z kakršnokoli zanositvijo. In to sva res bila zelo, res jemljala to kot velik dar. In se je praktično, kot sem rekel, ne, jaz sem bil še študent, sva skljub vsemu v bistvu nisva imela najprej štalce, pa pol kravce, ne. In sva zadeve pač res z enim takim zanosom, v bistvu veseljem do življenja doživljala, pač se učila seveda vseh tistih stvari starševstva, ki smo jih nekako, oba dva sva vedela, da želimo veliko družino, po drugi strani pa se začne vse pri prvem otroku, ne. In nekako potem rasteš
z vsakim novim otrokom v tistega starša, odkar pač ne bi bil, ker če bi vse nekako dojemal na začetku, verjetno bi te vse preseglo, ne, v bistvu pa bi bilo vse pretežko. Preveč prestrašil na začetku. Midva sva pred poroko živela vzdržnost in sva potem dejansko 9 mesecev po poroki se je pa rodila Rebeka. Lepo. Tako da sva dejansko v sveti zakon stopila z Rebeko in ga začela živeti. No in potem je Izak se sicer napovedal nenapovedano. Sem bila na začetku iskreno povedano, ker wow, vse pa še imam enega dojenčka doma, kak bom pa naslednjega zmogla, ne. Ampak nikoli ni bilo vprašanje, a tega otroka obdržati ali ne. Je potem kmalu po tistem plusku na testerju eno veliko veselje vstopilo v naju. Bova imela še pač enega, je že znam roditi, je že točno vem, kaj moram zdaj narediti, ne. Sem domača o tem, sva oba domača o tem, no in 13 mesecev po Rebeki se je rodil Izak, potem se je 2 leti za Izakom rodil Ruben, 2 leti za Rubnom se je rodila Klara Lucija, potem bi se pa moral z 3 leta za Klaro Lucijo roditi Matej, ki se je dejansko rodil, ampak se je rodil za nebesa. Potem se je pa leto po Matejevi smrti pa rodila naša zadnja Ana. Ja, super. To si res lepo rekla, da se je Matej rodil za nebesa. Ja, in zdaj me zanima vse ta zgodba, Matejeva zgodba. Kako se je zgodilo, kaj sta doživljala? V bistvu to, kar sem prej rekel, v bistvu, kak zanos je bil vsemi temi darovi, ne, praktično se mi da starši, ko nekako toliko fajn pridemo skozi, ne, pri nekih možnosti, ne, v bistvu si skoraj že malo lahkomislen ali pa naiven, ne, da je toliko to možno, ne, da v bistvu enostavno želiš si otroka in zanosiš in nobenih težav nosečnosti. Nobenih težav nikoli, ja. In otrok se in v bistvu je bilo to en tako, zelo je to predramlo v bistvu v smislu te samoumevnosti, ko sva pač zvedla pač ko se je zgodilo, da je Matej v 18. tednu umrl. Ampak začelo se je pa na tak način, da sva si midva želela po Klari Luciji še enega otroka, ampak takrat še vseeno ni imel Franci stalne službe in naj jo je res to, da nimaš štalce, ni da bova zdaj rekla, zdaj smo pa to čisto lahkoto sprejemala, ne. Je se rojevala v nama stiska in sva morala vedno znova, vsak dan znova stvari predajati Bogu in zaupati, da bo on poskrbel. In sva si želela skratka še enega otroka, ampak je Franci ravno tisto leto najprej podpisal pogodbo za nedoločen čas, potem pa 6 mesecev po tisto izgubil, ker se je začela ta gospodarska kriza, ne, in pa kaj zdaj, ne, pa želiva si otroka in tako naprej, ampak zanimivo, ne, da je Bog res pregovoril mimo vseh teh najhnih strahov, ker sva res to njemu izročila. In Matej je bil spočet izven mojega ciklusa, ko ne bi smel biti spočet in sem jaz takrat prav rekla, me je kar nosilo, jaz sem res plavala nad tlemi, sem rekla, lej, koliko si velik, koliko ti veš, da bova zmogla in da bo, če se bova odprla življenju, ne, in sva ravno bila na morju, ko sva, oziroma tik prej, preden smo šli na morje, sva izvedela za to nosečnost, da nas ne gre samo 6, oziroma takrat nas je bilo 5, ja, z Matejem vred 6, in sva res neverjetno uživala na morju in tudi otrokom potem povedala, da je še nekdo v najinem trebuščku, v mojem trebuščku, in so bili čist navdušeni in izbirali imena. Eno od imen je bilo, tako smo se nasmejali, Podmornica, ker smo bili ravno na morju, pa v tem stilu, ne. Pa božali so moj trebušček, čeprav se mi še ni nič videlo, ne. In smo se res tako obilno blagoslovljeni čutili, ne. Kako Bog res presega vse to, kar nas omejuje. Da je Bog veliko več od tega, ne. In potem se je pa prvič zgodilo to, kar se v nobeni prejšnji nosečnosti ni, da sem jaz začela na morju malo krvaveti. In meni je bilo to, wow. Marsikatera bi rekla, to ni nič, a ne, to se pač zgodi v nosečnosti, ampak glede na to, da jaz teh izkušenj nisem imela, sem se zelo, zelo strašila. Takrat, ne, kaj zdaj to je, to pa je zdaj nekaj drugače. In nisem vedela, kaj naj s tem v bistvu, a ne. Ja. In sem potem šla na morju takoj ginekologu, ki je rekel, da je dejansko samo en hematom pred Matejem
in da se bo to izločilo in da ne bo noben problem, da bi bil problem, če bi bil za Matejem, ne, ker bi lahko odplaknil Mateja. In sem potem bila vsa potolažena in tako naprej in smo uživali, ampak jaz sem potem še vedno zakrvavela, še bolj zakrvavela. In spet panika, kako in kaj. Jaz se spomnim, da je mene to res toliko notranje vznemirilo, da sem celo takrat avto v en rob betonski zapeljala, ker Ruben si je takrat glavo razbil tudi na morju in smo bili ravno namenjeni še na šivanje. Vpliva na celo družino. Res. In dejansko... Še zdaj ni popravljeno. Da se še spomnite potem mogoče te zgodbe. Ja, zelo rjavo. Zdaj z enim mirom. Ne. No, ampak potem je ginekolog pač rekel, da je vse v redu. In sem prišla domov, povedala svoji ginekologinji, oziroma se naročila na enega od teh rednih pregledov. In mi je bilo toliko lepo, ko sem stopila noter v sprejemnico k sestri. Ginekologinja je bila stran, en prostor stran, in ko je samo slišala moj glas, pa je bilo to po 3 letih, je rekla: "O, gospa Pečnik, zdaj se pa spet vidimo, ne?" In me je to toliko razveselilo takrat, ne. In potem seveda je bilo vse v redu, slučajno je bil takrat Franci zraven na pregledu, je rekla: "Veste kaj, če imate pa moža zraven, ga bomo pa že vzeli noter, pa naj spremlja, ne." In nama je pokazala Mateja na ekranu in sva rekla, da je čisti Pečnik s takim profilom njegovim, nosek je bil točno tak kot pri vseh ostalih, pa brado. V katerem tednu je bilo to? Se spomnite? Ne vem, enkrat v septembru je bilo. Ja, nekje v septembru, proti koncu septembra, ampak nekje v sredini septembra. No. In ves čas se je premikal, da sva res videla, koliko življenja je dejansko v njem pri tej starosti. Naredila je kar lepo število slikic. Sva dejansko tudi blagoslovljena s tem, da imamo od vsakega otroka kup slikic, ultrazvočnik in še filmček. Ne? Zdaj se toliko bolj zavedava, kako je to dragoceno. Ne? Kar ni praksa vedno. Ne? Kar ni vedno praksa, ja, tako je. No in potem greva domov in ker sem jaz bila slabokrvna, je moja ginekologinja predlagala, ker je to pač bila 5. nosečnost, da neham službo, jaz sem drugače učiteljica razrednega pouka, in je rekla: "Dajte si vzeti prosto, boste pač šli na bolniško." Ne? In potem tik preden sem jaz začela bolniško, sem pa jaz začutila, da nekaj ni v redu. Tisti, jaz bom temu rekla materinski občutek, nekaj globoko, da nekaj ni v redu. Brcike si že čutila? Sem začutila, takrat se je pa umiril, pa moj trebuh ni bil več tak napet. Ampak vem, da sem enkrat Franciju nekaj razlagala, preden sem šla spat, pa je bil že toliko utrujen, da me sploh ni slišal, pa sem si mislila, ok, sej boljše, da ti ne razlagam, zaradi tega, ker sej ni tako, ne, ker če bi jaz to bolj ubesedila nekomu drugemu, se mi zdi, da bi ta moj strah postal še bolj realen, tako sem si pa jaz znotraj sebe to vedno bolj tajila, da ni, da je vse v redu, in sem vsako premikanje v trebučku, kar sem jaz potem izvedela, da je bilo dejansko to moje črevesje. Sej si tu, sej si z mano, ne? Meni se pač to ne more zgoditi. Pa tudi meni v bistvu ni bilo nekako toliko dojemljivo, da bi bilo kaj narobe. Ne? V bistvu meni sploh nisem toliko pažnje polagal na vse to. Eno je, da jih nisi povedala, po drugi strani pa tudi si nisem predstavljal, ne, da bi bilo kaj narobe. Imela sta zaupanje. Tako, prej je bilo vse ok. Zdaj pač tisti na Korčuli je bilo neki problemi, ne, ampak gremo naprej. Ne. Tako. Je pa zanimivo, da ravno tisto leto, 2 meseca pred tem, kar se je nama zgodilo, sta pa zakonca Krže takrat objavila zgodbo, ker sta imela težavo s pokopom Elizabete, ki je dejansko umrla v istem času kot najin Matej. In mi je bilo zanimivo, da sem tako zelo spremljala njuno zgodbo. Jaz sem ravno takrat zvedela za nosečnost, ne? Ampak me je njuna zgodba zelo nagovarjala. In sem rekla Franciju takrat, da bi se meni to zgodilo. Jaz sploh ne vem, kaj bi naredila. Ne? Ampak sem rekla, v bistvu na to se nikoli ne moreš pripraviti.
lahko samo prosiš Boga, da če bom že prišel tja, da bom dobil moč. V resnici Bog res da takrat moč, ko se ti stvari zgodijo. Ne, da te prej pripravlja na to. Prej ti daje mir, potem ti pa da vse napotke, kaj narediti, ne? In te opogumi in ti da pogum in voljo in da greš preko tega, ne? Ja, res je. Ampak vseeno je lepo, ker vam je dal ta znak prek zakoncev, ker ženiki, kot da vseeno pa eno znamenje, ne? Res. Ki se ga takrat nisi zavedal. Takrat se ga nisva, ja. Ne vem, če sem prej sploh slišal o tem terminu spontani splav, recimo, kot ga pač poznamo v Sloveniji. Ali pa osebno, s katero zgodbo, ne? Tako, ja. In sem morda tudi zaradi tega, ker sem jaz učil, malo sva bila sodelavca z Ivom Kržetom, ja. Se mi zdi, da si bolj pozoren na neko določeno zgodbo, ampak zanimivo, no, pač res je to bila pa mogoče ključna informacija, da sva bila z nekimi postopkom v bolnici pač soočena, da sva rekla, da sva se ta prav čas lahko, ali pa tudi pripravila, no, v bistvu, preden se potem so kolesje zavrtelo, ne. Pa zdaj, če se sam vrnem nazaj, kaj je potem, ko sem jaz začela enkrat z bolniško. Jaz pravim, da sem bila kot ranjena žival. Nisem mogla ne stvari službe pospraviti, niti se doma ustaliti in začeti to mojo porodniško. Nekaj me je preganjalo, sem in tja, vem, da sem iz enega konca pa na drugi konc, pa kaj zdaj narediti, skratka, begala sem in tja, ne. In bolj, ko sva se bližala temu pregledu, ki je bil pa potem 1 mesec po tistem, ko sva ga oba videla na ultrazvoku, jaz ne vem, se mi zdi, da sem bila kar malo utopela. Še vedno v tem zatajevanju, da je karkoli narobe. To se pa meni ne more zgoditi, ne? To se dogaja drugim. Ampak tam globoko sem pa slutila, da ni vse v redu, ne? In potem, ko sem prišla v ordinacijo, je bila prva taka stvar, da sem morala stopiti na tehtnico in sem shujšala. V obdobju, ko bi jaz morala najbolj pridobivati na teži in v tistem trenutku sem vedela. Čeprav sem si še vedno potem tajila, ne. Ali pa upala do konca. Tako. In sem potem prišla seveda v ordinacijo s čisto drugačnimi občutki, kot na kateremkoli pregledu prej, ne. In ko sem se ulegla na tisto mizo, pa je vzela ultrazvok, ne, in je bila sem tiho. In je v enem trenutku sam rekla, ni utripa. In takrat je mene vse zalilo, vse tisto, kar sem že jaz prej, pred začetkom porodniške slutila, je zdaj udarilo, ko je en tak ogromen cunami za mano, ne. Se še jokati nisem mogla normalno začeti, zato ker je to taka novica, na katero nikoli nisi pripravljen. Da bi rekel, zdaj bom pa tako odreagiral. In telo pade v en krč takrat, ne, zato ker ne moreš procesirati resnice, v bistvu, ki si jo v tistem trenutku slišal, ne. Seveda nisem vedela, kaj naj rečeva drugi. Ona je pač rekla, glede na to, koliko je star otrok, vam priporočam, da greste čim prej v porodnišnico ga roditi. To pomeni, vem, da je bil to torek. Je rekla, pojdite v sredo zjutraj že kar, ne. Sej sploh ne vem, če sem karkoli rekla. Se bledo spominjam točno, kaj je bilo, ne. In sem vem, da sem vstala, da sem prišla do sestre in takrat sem potem počasi začela dojemati, da sem sam rekla, umrl je, pa da so se mi solze ulile. Pa sploh ne vem, kaj mi je že točno rekla sestra, mislim, da mi je tisto napotnico sprintala. In potem, ko sem zaprla vrata, točno ne vem, kako sem prišla iz zdravstvenega doma ven. Vem, da sem sam se usedla v avto, dvignila telefon in pol v tistem, ko sem to morala povedati Franciji, ko je dvignil telefon, sem sam rekla, umrl je. Vem, da sem parkrat to ponovila, kot da bi hotela še sebi enkrat povedati in dojeti so resnico, da je v resnici umrl, ne. In v bistvu smo, ob tem klicu smo bili v bistvu vsi, cela družina v avto, na prostoročno telefoniranje v kombiju. In praktično smo v trenutku vsi izvedeli, ne. Zakaj se gre, sicer otrokom ni bilo čist jasno, ne, takoj, ampak v bistvu, tako da v bistvu smo bili takoj vsi vključeni v dejstvo, ne, smrti Mateja. In jaz sem vem, ker je bil namenjen
k moji tašči, k mami njegovi, da je takrat povedal mami, seveda je potem mama obdržala otroke, da se je pripeljal do mene in da so se usedla v avto in sva skupaj jokala. Da sva imela tisti čas takrat za sebe. Jaz vem, da sem samo to ponavljala, da jaz ga ne morem iti roditi, jaz ne morem iti jutri v porodnišnico in zdaj ga roditi, če še v bistvu sploh nisem ozavestila, da je moj otrok v resnici umrl. Ne? Da mi je nekdo to rekel, je zdaj to na razumski ravni, vem, na čustveni, v srcu pa tega ne morem še dojeti. Ne? Sem rekla, sam to ne grem, ampak v tistem si toliko bos v enih informacijah, sam veš, da ti je ginekologinja rekla, da moraš iti. In sem potem šla, jaz vem, da sem bila na pol mrtva, ko sem se sprehajala tja v ordinacijo, ker postopek je tak, da ti prideš potem še enkrat v bolnico, greš še enkrat do ginekologa, ki še enkrat potrdi smrt in potem ti da naprej napotnico, kako in kaj, oziroma te usmeri. Vem, da mi je bilo grozljivo čakati v tisti čakalnici, kjer so nosečnice, živimi otroki čakali na pregled. Tisti je bilo... Da smo sam v smrtni tišini sedela. Tam si bil v čakalnici, čist drug namen. Ja. Ko pa si čakal na potrditev smrti, ne življenja. Niste nikomur takrat povedala, čakalnici ne? Ne. Takrat sem sam sedela za roke, nisi sodil tja, v bistvu. Mogel si biti zaradi tega, da nekaj potrdijo, čeprav si sam že vedel, pač protokola, ne, in res, ja. In kar isti dan sva šla, ne? A sva šla isti dan? Mislim, da sva šla isti dan. Mogoče celo isti dan, tega pa ne vem več. In sva potem prišla do ginekologa, ampak zanimivo, ne, do zadnjega trenutka upaš, da nekdo, ki bo naredil pregled, bo pa rekel, srček še bije, ne. Ta borba za življenje, to ne mi vzeti nekaj tako dragocenega, ker toliko zelo hrepenim po njem, ker Matej je res bil od začetka ljubljen in pričakovan od vseh nas, ne glede na to, da nas je na nek način presenetil, pa materialno stanje tako, kot je prišel, ampak ko življenje je, zasveti in je nad vsem, ni več skrbi, samo vidi življenje, in da je nekdo tam, ki ga boš čez čas lahko stisnil k sebi. In potem si povlečen nazaj, kot da si v eno luknjo padel. Reki več, ne. V bistvu se mi zdi, da tudi jaz takrat, ko sem zvedel, ne, mi je bilo toliko čisto nedoumljivo itak, ne. Mislim, kot moški sploh drugače doživljaš. Prvič nisi toliko v stiku z otrokom. Zelo dragoceno je bilo recimo ta stik, da sem bil na pregledu takrat, ko je še bil živ. Kar je bil spet en dar, ne, da v bistvu, da sem lahko ga v tem smislu videl, začutil na ultrazvoku, bolj oprijemljiv, da je bil, čeprav veš, ne, saj si prej imel 4 otroke, ne, veš, kaj je v trebuhu, ampak ta izkušnja pa v bistvu čist si bos, ne, nič ne veš, kaj to pomeni zdaj, ne. No in potem je ginekolog potrdil smrt, da srčnega utripa ni več in potem takoj padeš v tisto rutino, v tisti protokol bolnice, zdaj je smrt, zdaj pa na oddelek, zdaj boste pa rodili. Ne. To je bilo pa tik pred prvonovembrskimi prazniki in je bila bolnica zelo prazna, ker so tudi zdravniško osebje je bilo veliko na dopustu, in doma. In se spomnim, da sem prišla na oddelek, se pravi, jaz sem na pol mrtva hodila v tistih hodnikih, da so mi dali tisto spalno srajco, ki sem jo vedno oblekla zato, ker sem šla roditi živega otroka, ne? In sem se počutila res, da ne sodim sem, da se meni to ne dogaja, zakaj moram jaz nekaj narediti, kar ne morem narediti. Čutila sem se res tako zelo siljeno v nekaj, ko mi je srce kričalo, da ne še zdaj, ne. In vem, da so me pospremili celo v eno tako veliko sobo z veliko posteljami, nobenega noter, sama sem bila. In ko smo mi prišla takrat v sobo, jaz sem se počutila kot v grobu, ampak ne v tistem grobu, ki budi vstajenje, iz katerega ostaneš, ampak nek grob, iz katerega ne bom več ostala. In mi je bilo, jaz se toliko spomnim, meni kar dih je malo, jaz niti dihati nisem mogla. In jaz vem, da je Bog takrat slišal mojo stisko, ker se je naenkrat pojavila zdravnica in je rekla, a veste kaj, gospa Bečnik, je rekla, prvonovembrski prazniki so. Malo je zdravnikov na oddelku. Je rekla, glede na to, da je vaš otrok že toliko velik, se oni ne govorijo o otroku, jaz zdaj govorim o otroku, oni govorijo o plodu, ne. Toliko velik, lahko fej zakrvavite. In ker ni zdravnikov na oddelku,
vam ne moremo nuditi take oskrbe, kot bi vam drugače lahko. In mi reče, a bi šli domov in pridete po praznikih. Kot da se mi je prikazal Bog. Jaz sem sam, ja. In sem sam dala tisto spalno srajco dol in sem se oblekla in sva šla. Nič drugega ni bilo treba. Sem rekla, a je samo varno za mene. So rekli, noben problem. A ne, vi ste zdaj v bistvu zdravi. A ne, rekla, če bi se pa karkoli začelo dogajati, a ne, da bi kak izcedek ali kaj takega opazila, rekla, pa pridite nazaj. A ne. Ampak jaz sem to čutila kot eno res veliko milost in danes rekla, vse bo v redu. Saj ne grem še jaz z mojim Matejem domov. Tudi v objem najnih otrok, ki so tega Mateja tudi zelo pričakovali, a ne morem jaz zdaj kriti, pa reči, da ga pa ni več, pa je moja maternica prazna. A ne. Ja. In tudi otroci niti niso zavestili v bistvu še vsega, ker se je toliko dogajalo. Vse pravim, ne vem, a se mi zdi, da si takrat, ko smo zvedeli, da smo isti dan že šla na potrditev v bolnico, potem čez ali nekaj dni si mogla iti v bolnico, ali ne, kar naslednji dan, ja. V bolnico, pa potem, jaz sem tebe odložil, potem si me že poklicala, pa grem domov, pač greš že domov. Ne vem pa čez ziher, a veš tam, ko smo šla še potem k enim drugim ginekologu potrditi. To je bilo pa, mislim. To je bilo potem. Skratka, jaz sem to čutila kot en velik dar, da lahko grem domov. Ne? In ko so potem prišla domov, koliko je bilo lepo. Da sem bila jaz grob še tistih nekaj dni svojemu otroku. In da sem lahko skupaj z njim izbrala krsto, da sva lahko izbrala prostor, kjer bo pokopan, da sva se lahko skupaj šla dogovarjati, ker prej sva že bila, kaj bo vse on sam naredil, pa en ta grozen občutek tega, da ne moreš biti del slovesa od svojega otroka. Ne. No in to, kar si rekel, ko je ginekolog potrdil smrt, potem pa začnejo prihajati misli in spominek zakonca Krže, ki sta dejansko dala navodila, kaj narediti, ko ti otrok v taki starosti umre. Da moraš ginekologom takoj povedati, da želiš pokop, da se želiš od njega posloviti. In sva mi to naredila in v bolnišnici, porodnišnici Slovenj Gradec so bili toliko sočutni in toliko odprti za te najine želje. Da vem, da je ena ginekologinja sicer izrazila malo skrb, kako ne zdaj izda mrliški list, ne, ker to je za njih še ni otrok. Po 22. tednu je otroka. Pa je se takoj znajdla ena druga tam, ki je rekla, ni problem, jaz sem že imela tako izkušnje, bomo to naredili. Ampak šlo je predvsem čisto administrativni problem izdajanja trupla otroka ven iz bolnice, da dobi nek status, pač, se pravi, rojstnega lista nima, se pravi, mrliškega lista ni možno izstaviti. Vseeno pa ga dobiš. Vseeno ga pa dobiti in potem so neko stvar, verjetno nekih izdajanja tkiv v tem smislu, uradno urejali. Ampak to, kar si rekla, v bistvu se mi zdi, da je bilo, mislim, da že kar v štartu, ko smo prišli v bolnico in ko so se, pač da sva izrazila željo, da ga želiva pokopati. Da sva, če ne bi tega prej bil opremljen s to informacijo, da je to možno, da to lahko si želiš, in sva hitro začutila, da to obvezno, mora biti, je zelo bolj pomembno to, ker v tistem trenutku se je potem vse, bi rekel, drugače tudi odnos verjetno bil in do naju in da, ko je bilo jasna ta želja. Zato je to tudi dragoceno, v bistvu to takoj povedati. No in potem tisti dnevi doma so bili čudoviti. Otroci so božali moj trebušček, se postavljali od Mateja, vem, da smo skupaj poromali še na Brezje. Kdaj sta jim povedala? Že takrat, ko takrat so tako bili prisotni, že zraven. Ja. Kakšen je bil odziv otrok in kaj si ti doživljal še Franci? Ja. Tako sem rekel, v bistvu smo zvedeli naenkrat in praktično v tistem šoku sem jaz sicer, otroci so vedeli, ni jim bilo čisto jasno, kako to da jim predstavljajo. Zdaj verjetno v tistem dnevu, ko sem potem, niti nisem bilo časa se pogovarjati v tistem dnevu, v tistih urah, tak v miru, ker sem šel po Darju, da smo lahko šli v bolnico naprej. Ampak potem, ko smo se lahko vrnili nazaj, ker ena stvar je res, kar se je bila res tako milostno to, da smo lahko umirila to kolesje, v bistvu tega poslavljanja, da se je nekaj ta proces žalovanja lahko začel. Smo potem se v bistvu usedla z otroci in da smo pol
so jokali, seveda. Ne. Rebeka se pač oba dva, vsi so praktično, Izak in Rebeka, Mogoče se zavedala bolj. takrat mogoče še ne toliko, zato ker je bil Matej še vedno z nami. A ne, še niso imeli občutka tega slovesa, ker meni se je že poznal trebušček, ne. Z vsako nosečnostjo se tako pozna bolj, ne, in pri Mateju sem že dejansko imela trebušček, ni bilo mogoče več reči, zdaj pa nisem noseča, ne. In dokler je bil Matej z nami, je bil z nami. Še tudi otroci niso čutili, da zdaj Mateja ni več, ne. No in potem, ja, kot sem rekla, smo šli skupaj na Brezje, jaz sem potem ugotovila, da sem dejansko šla k Mariji po čudež, da bi Matej živel. Ampak nedelja je bila, jaz sem potem v ponedeljek morala v porodnišnico, ko sem pa res rekla Bogu, zdaj tega pa lahko dam. In sem šla s takim mirom v porodnišnico, da bi bila gore predstavljala. Jaz sem toliko enega nebeškega miru čutila takrat v sebi. In toliko enega veselja, v bistvu, vse se mogoče sliši zelo čudno, ne? Ampak da sem bila del priprave na pogreb Mateja. In jaz sem začela takrat žalovati. In to mi ni bilo iztrgano, kar sem jaz na začetku imela občutek, da bom brez tega ostala, da zdaj je potrjena smrt, zdaj pa moram jaz kaj roditi, pa kot da bi del mene iztrgali. Zdaj sem pa rekla, zdaj ga pa lahko dam. In potem sem šla v porodnišnico, sem bila v tisti porodni sobi oziroma pač čakalnici, ker ti dajo tabletko prvo, in sem šivala Mateju mrtvaški prt. Tudi to se bo verjetno slišalo čudno. Da teh občutkov, ki sem jih takrat doživljala, ne bi dala nazaj več. Jaz sem takrat čutila nebesa tik ob sebi. Jaz sem čutila, da je samo telo tisto, ki mi preprečuje, da bi prestopila tja. Jaz sem vohala nebesa. Takrat so ljudje ogromno molili za naju, maše so darovali za naju. In jaz sem se počutila kot na pragu nebes, dejansko. In čas je takrat res ustavil. In sem rekla, jaz teh občutkov ne dam nazaj, ker so neponovljivi, ker so dejansko nebeški, ker so me dejansko to, kar se je z Matejevo smrtjo zgodilo, nebesa so se spustila na zemljo. Nebesa naju niso več prostor, tam nekje daleč, ampak so tu ob nama. In so samo naše telesa tisto, kar sem rekla, nam preprečujejo, da bi naredili ta prestop. In smrt ni konec, ampak samo prestopiš na drugi svet. In mi je bilo čudovito, no, tudi potem porod se je zelo hitro začel, to je dejansko pravi porod, ne. Nič ti ni prizanešeno, krči so taki, kot sem jih imela pri vseh ostalih otrocih. Zelo hitro se je začelo, tudi to je blagoslov, ker mi je rekla, da lahko rojevam cel dan, lahko rojevam še naslednji dan, in tega si res nisem želela. In sem izročala, to sem rekla, Bog, tako naj bo, kot ti želiš. In dejansko sem potem v 2 urah od tega, ko so mi dali tabletko, tudi Mateja rodila, ker sem zelo fejst krvavela, so predlagali, da me uspavajo, da pač Mateja oni izločijo, da mu pomagajo, da se porodi, ne. Ampak so potem tudi rekli, zanimivo, rodila sem v sobi, kjer sem rodila prvega otroka, Rebeko. V isti sobi se je rodil Matej, ne. Tak je imela pogled na Zelenje, ker je Slovenj Gradec na enem takem, jaz bi kar rekla, podeželju. In so nama rekli, da nama dajo kolikorkoli časa želiva, ko so nama ga prinesli, ki je bil za mojo dlan velik, ne. So rekli, vzamita si, karkoli si želita. In tisti občutek, ko ti prinesejo takega otroka, je res neopisljiv, v bistvu. Se še ne dojameš čist, jaz še nisem čist dojela, zakaj točno gre, ne. Sam veš, da je to tvoj otrok. Zelo lepo. Ja. Hvala za vso to zgodbo. Zanima me, govorimo o spontanem splavu, a bi raje rekli spontana izguba. Zakaj rečemo pa splav? To je v slovenskem prostoru zelo čudno poimenovano. Angleški jezik ima miscarriage. Veliko lepše povedano, ne. Pri nas pa dejansko porodnišnice, če greste na njihovo spletno stran, spontani splav vodijo kot podpoglavje splava, umetnega splava, ne. In
kar lahko nas, ki smo otroka izgubili preko spontanega splava, zelo prizadene. Ena čist osebna izkušnja nekoga še pred leti, ker je rekla, da so ji napisali v materinsko knjižnico umetni splav. In je rekla, jaz nisem naredila splava. Da se razumemo, umetni splav se ti odločiš, da bo otrok umrl. Tako. A ne? Pri spontanem splavu pa otrok sam umre, a ne, zaradi takšnih in drugačnih stvari. A ne? Je potem vprašala zdravnico, zakaj je temu tako. Je pa rekla zdravnica, zaradi tega, ker se otrok ni porodil sam in ti morajo pomagati k porodu na isti način, kot to naredijo pri umetnem splavu. Ko otroka dejansko usmrtijo v tvojem telesu in da se porodi, ti dajo isto tabletko kot pri spontanem splavu. Ampak to je za mene popolnoma zgrešeno. Saj pravim, mi, ki smo doživeli spontani splav, nas to zelo, zelo zaboli. In iz mojih izkušenj spremljanja teh mamic ali pa teh pogovorov med mamicami, mamice ravno zaradi tega v bistvu ne ločijo med umetnim in spontanim splavom. To je vse eno in isto za njih. In se tudi na tak način pogovarjajo. Se ni čudno, če pa samo našo izrazoslovje v bistvu nam ne ponuja dovolj širine. Tako. Kaj pa, vidva sta imata izkušnje s tem, kaj pa bi svetovala, kaj lahko pa drugi ljudje rečemo nekomu, ki je izgubil otroka pri spontanem splavu, ali še bolje, čemu se pa izogibati? Kaj bi rekel Franci? Vse te stvari v bistvu... Kaj reči očku? Ali pa kaj mamici? Zdaj mogoče prej, se bom povedal, ampak recimo to moje izkušnjo, ko smo prej si me vprašala, koliko abstraktno v bistvu za moškega v bistvu se skupaj doživljati, ko izgubi otroka, ker je pač tako neotipljivo, ne? In si res v bistvu čist, bi rekel, bos in v totalni negotovosti, ker nimaš dobene povezave z fizično, a ne? Darja je imela neko direktno povezavo in se mi zdi, da se je v bistvu ravno ta bi rekel, občutek, ker res ne moš nič narediti, ne, moški smo navajeni nekaj pač poštimati, nekaj pošraufaš, pa deluje, ne. Tukaj tega ni bilo, ne. In je toliko težje to sprejeti in se mi zdi, da to, kar v bistvu moški pač recimo v tem situaciji lahko naredi, je to, da je blizu tam, ne, v bistvu kljub temu, da je z ženo, čeprav si mogoče včasih zdi, da je odvečen, ne, v vseh tistih občutkih, ki jih pač partnerka, žena doživlja v tistem trenutku. To se mi zdi, da je bilo ključno, kot je podobno pri porodu, ne, mogoče, ampak vseeno, a ne, v bistvu z čisto drugačnim rezultatom. In se mi zdi, da je to ena stvar, ne, ki je pač predvsem bližina, da ni mama sama pri soočenju z tem, z izgubo. Torej je bližina kot preveč besed. Tako. Da je podpora mamici, no, ker takrat smo sploh mi, ki smo mamice od trenutka spočetja naprej. Mi je tako zanimivo, ko ponovadi rečem, bom postala mama, jaz sem že mama, ne. Od takrat, ko je otrok bil spočet. In mi res takrat rabimo, ker nas čustva zelo nosijo, ne, da imamo moškega trdo oporo ob sebi, na katerega se lahko naslonimo. In to, kar je za naju tudi tako zelo veliko pomenilo, je to, da če ni nevarnosti za mamo, ko otrok enkrat umre v njeni maternici, v njenem telesu, da si vzameta čas, da malo zapremzata stvari, da nihče jo ne more prisiliti, da morata nekaj narediti, če to ni ogrožajoče za mamičino zdravje, ne. Da si vzameta nekaj časa, da ozavestita, kaj se je v resnici zgodilo, da mami to sploh sprejme, ker predvsem mora mamica to sprejeti. Jaz imam mrtvega otroka, kako je lahko mrtev, če je bil pa še včeraj živ, zato rabiš čas. In da lahko tudi izjočeš, da začneš jokati in začneš s tem procesom žalovanja. Zelo pomembno, da si vzameš čas. Da tudi lahko drugim podeliš, kaj se je v resnici zgodilo. Skratka, da lahko te stvari bolj ozavestiš. No. Ker mogoče dostikrat se zgodi očitno iz tega vidika, ko govorimo recimo že pri izrazoslovju, ne, kar smo prej govorili o splavu. Ne. Zdaj rečemo temu spontani splav ali pa tudi na nek način gre, v bistvu tukaj je
se že tukaj izhaja ven iz nekega ki je sicer zelo taka medicinska kategorija, ne, ampak kar opaziš je v bistvu, da dostikrat zapadeš v ene medicinske protokole v bolnicah, ne, kjer v bistvu zelo zmanjka prostor za neko bližino, za neko, seveda to ni sistem, je pa v bistvu pogojeno s vsako posamezno porodnišnico, in kar je bila izkušnja, sicer zdaj to je že nekaj časa nazaj, so se gotovo stvari spremenile, ampak je pač seveda ni to nek sistem, ne, v bistvu enega soočenja, bi rekel, soosebja ali pa razumevanja, ne. Pač opazila sva, da so iz drugih zgodb, da so bile v bistvu zgodbe zelo različne, ne. Midva sva imela to možnost, da sva bila nekako z nekim sočutjem tudi strani osebja vzeta, ne, in se mi zdi, da se tukaj zelo dosti da še narediti na tem, da se pač te stvari da možnost, ne, te umiritve, pogovora, da se le razume, da tukaj gre za živo bitje, kljub temu, da v bistvu lahko nas definira nek pravilnik ali nek zakon, ampak mislim, da je najbolj pomembno, kar čutimo v srcu. Ja, super. Res je, no, ampak ena stvar še, kaj reči takemu staršu, ki je izgubil smrt, je pa nas res zelo tabu. Jo zelo odrivamo na rob, zato ker nas sooča z minljivostjo. Sploh pa, če otrok umre v prvem obdobju nosečnosti, ko ga marsikdo imenuje skupek celic, pa samo tkivo, pa še nič ni, a ne. In to zelo hitro izustiš kaj takega, kar lahko starše, ki se pa zavedajo, da so starši od tistega trenutka naprej, a ne, zelo prizadaneš. Nikoli reči, saj ste še mlada, saj še bo, ali pa to, kar so nama rekli, saj imata 4 doma, a ne. To nima nič veze s tem. Zdaj je ravno kar umrl na en otrok. Neko brezvezno opravičevanje. Ja, tako. Pa mati narava že ve, kaj dela. Jaz mislim, da kaj rabimo takrat starši? Bližino drugega, da nas samo posluša in je z nami. Brez kakršnega koli sojenja situacije kot take. Lej, pridi mi skuhat kakšno stvar, pridi mi pospraviti hišo. Kaj lahko naredim za tebe? Samo to rabimo. To bližino, ki sprejema nas v tistem trenutku popolnoma ranljive. Da lahko žalujemo. Tako, da lahko žalujemo. Razumeš pa, da enostavno eni to jih toliko, bi rekel, sproži v njih ene občutke, mogoče pač neke ranjenosti in želijo to pač čim prej, bi rekel, nekako s tem, ko te hoče potolažiti v bistvu sebi, tudi mogoče malo olajša to stisko, ne. In pač to potem, ko razmišljaš o tem, pač vidiš, ne, v bistvu, koliko je to zelo prisotno, ne. Kar je bilo recimo ena taka stvar, ki jo večkrat slišim pri drugih parih, pa je bilo pred nama isto. Prej, ko ne razmišljaš o tem, da je izguba sploh možna, je zanimivo, koliko zgodb zveš strani starejših pač neke gospodične, gospe, ki so pač, ne vem, že zelo stare, ne, koliko rade povejo, kako so tudi one izgubile, pa tega nikoli nimajo možnosti moče povedati, ne, ampak jim je mogoče to ena taka priložnost in zveš za čuda enih zgodb, ne, izgube. Ne. To je res, praktično ena izguba je lahko pač blagoslov tudi za druge, ne, če jo znajo nekako, ali pa se samo to zgodi, ampak je taka milost, ne, v bistvu tudi v tem smislu. Pustiti svojim občutkom prosto pot takrat. Tudi če je to kričanje, tudi če je to jeza na Boga, tudi če je to jeza na partnerja, tudi če je to jeza na mene samo, ker takrat se zelo zbudijo občutki krivde, ne. Kaj sem jaz zdaj naredila narobe, ne. Sploh me mame smo nagnjene k temu, ne. Ampak jaz takrat to čutim in si moram to dovoliti, ker pa svet tega ne priznava, pa tudi mi zelo rade se potegnemo v sebe in se rečemo, saj nič ni, saj mi vsi govorijo, da nič ni. In poslušam me tak ali tak nobeden ne, ker takih načinov pogovorov nismo vsi vajeni, in eni ne zmorejo poslušati tega. Nihče nas ne uči in je še vedno to nek tak tabu. Tako. Ampak si res dovoliti, občutiti točno tisto, kar v tistem. Se pravi, tudi jezo na Boga. Zakaj si mi to naredil? Nič narobe, ampak to je del žalovanja. Skozi to moraš iti, skozi te faze. In če jih hočeš preskočiti, ne moreš jih preskočiti, ker se boš vedno znova tja vračal. Moraš iti skozi vse te faze. Ne moreš prevarati samega sebe, tako pač je.
Dajmo izpostaviti za konec še pogreb. Kako pa je s pogrebom v Sloveniji? Kaj recimo svetujeta kot neke postopke mamici, ki se ji to zgodi, oziroma staršema obema, saj sta oba vključena v to. Tako kot oba vključena v novo življenje, sta oba vključena tudi v izgubo in prebolevanje. Ne? Kaj bi vidva svetovala še glede pogreba? Če bi zdaj čisto začnemo pri nekih zakonski ureditvi, je to ena velika stvar, v bistvu, ki se je zgodila, eno priznanje tem nerojenim otrokom. Ne. Se je zgodilo ravno skozi primer Elizabete, zakoncev Krže, ki je v bistvu bil povod za urejanje tega pravilnika v pokopu. In takrat se je v bistvu, mislim, da je to bilo 2016, bilo septembra, ja. Da je od takrat naprej možno in da je pač tudi, se pravi, tega izdajanja potrdili recimo za prevzem pogrebne službe v bolnici, recimo čist praktičen vidik, da je možno, da lahko tudi pokoplješ nerojenega izven bolnice, ker v bistvu avtomatsko seveda pač obstajajo različni parki za te nerojene. Ampak ne glede na gestacijsko starost ploda, je možen pokop ploda, oni tako poimenujemo. Vemo, da gre za otroka, ne? Mene že to poimenovanje zaboli. Ampak ja, ne glede na gestacijsko starost otroka, je potem možen pokop. In jaz vem, da vse porodnišnice pa bi morale to vedeti, tega ne ponudijo staršem. Zato je res potrebno, da smo mi sami osveščeni, da imamo to pravico, to možnost to narediti. Ne. Zato, ker se v tej zgodnji nosečnosti, ko se zgodijo spontani splavi, prevečkrat zgodi, da morajo mamice rojevati v školjko, da se otroka sploh ne morejo posloviti. Meni je že to preveč boleče in za mene nedopustno, da sploh ponudijo to možnost, ne, rojevanja v školjko. Tja mi to svetujejo. To svetujejo, ne, pri tej starosti. Ne. Škoda. Ja, res. Skozi školjko odplaknemo odpadne snovi iz našega telesa, kar pa nikakor ni naš otrok. Sem ravno pred kratkim imela en klic ene mamice, ki je rekla, toliko me je strah, ker so rekli, da bom mogla roditi v školjko. Rekla, jaz nočem za te, ker se želim od svojega otroka, ne glede na to, kako velik je, posloviti in ga tudi pokopati. Se mi zdi, da bi morale porodnišnice v prvi vrsti biti one osveščene in ponuditi staršem, ki so to doživeli, gledajte, to in to imate možnost. Ne, da moramo mi sami z informacijami do njih in jim reči, gledajte, to pa to lahko zdaj naredimo, ne, prosim, omogočite mi te stvari. Mi smo takrat zelo čustveno prizadeti. Včasih tudi pozabiš ene stvari povedati, ne, ker si v takem stanju. Zato bi mogel nekdo, ki je razumen in tam zato, da ti v bistvu pomaga, ne, predočiti te stvari. Tako da, ja, možno in zelo pomembno tudi v procesu žalovanja, ki sledi po tem pokopu, da imaš mesto, kamor lahko prideš prižgati svečko, se spominjati svojega otroka. Kako sta vidva pokopala Mateja? Normalno, zbrala smo grob, krsto, z vsemi častmi, ljudje so bili zraven. In tudi, kar je za naju bil ena taka velika potrditev njegove človečnosti, ker sem jaz gledala Mateja na roki, pa takrat še nič nisem vedela o tem varovanju človeškega življenja, kar zdaj preko svojega dela vem, ne. Ni človeka, ki bi mi lahko rekel, da to ni otrok. Ne glede na starost, ki naj ne bi govorila o tem, da je to otrok. To ni skupek celic in to moramo midva varovati. Takrat sva to tako močno začutila. In pri samem pogrebu je na koncu poklon slovenske zastave, države. In sva rekla, le še država se je ne glede na to, kaj zakoni pravijo, poklonila najinemu Mateju in mu priznala njegovo človečnost. In to je za naj v tistem trenutku res veliko pomenilo. Pogreb praktično, kljub temu, da tisti pravilnik zdaj, ki velja, ni veljal, takrat je v bistvu bila res pogrebna služba zelo odprta, razumevajoča. Oni so v bistvu vse naredili, kot da je tako bi bil normalen pokop in so nam omogočili tisti minimalno, kar je pač omogočeno za en pokop, kot je to neka zastava, osebje tam. Tako da v bistvu je bilo to res en tak zelo lep dogodek. In mogoče ena stvar, ki je vezana tudi na pogreb, je ime, ne, otroka. Ne pokoplješ kar neznane osebe, ampak daš tisti osebi ime. Ne. In zdaj ne glede na to, a je ta fizično v bistvu
otrok možen, ne, se pravi, da dobiš njegovo truplo ali ne, je ena taka zelo pomembna stvar pri žalovanju, da lahko tej osebi daš ime, tudi mogoče, če ne vemo spola, ne, ampak je zelo pomembno, da nekako ga poimenujemo in da lahko potem lažje ta proces steče žalovanja, ne, se poistovetiš z nekom, ki je oseba in ima ime. Hvala res za vse te besede, ki ste jih podelila. Za konec bi še kaj svetovala pa mladim, mogoče v tej situaciji ali na poti do starševstva. Ja. Kratek hint. Življenje je en velik dar in ni samo po sebi umevno. To pomeni, da če mi je darovana možnost, da postanem mamica in da postanem ati, ne imati tega samo po sebi umevnega. Ker znotraj tega se boš potem tudi lahko, če se boš moral soočiti z izgubo, lahko lažje s tem soočil. In še ena stvar, ki jo jaz osebno doživljam kot eno veliko milost, je to, da verujem, da imam tu Boga, ker eno tako izgubo predelati brez njega si jaz ne znam predstavljati. Če ne bi meni Bog v smislu vseh teh stvari, ne vem, kje bi bila danes na poti žalovanja. In ena stvar, ki smo jo pa midva doživela in ki je nama tako veselje in pogum in upanje, je pa to, da je dejansko Matej dal življenje za naju, da sva odkrila svoje poslanstvo, ki ga zdaj z vsem srcem delava. In kot sem prej rekla, ko so se nebesa spustila, ki so zdaj tu, jaz samo vem, da se bova nekoč s Matejem srečala in z enim takim velikim veseljem in z ljubeznijo objela. To je to. In zgodba dobi nek popoln smisel. Tako. Hvala vam res še enkrat, Darja in Franci. Hvala tudi gledalcem, da ste ostali z nami vse do konca. In naj naš fokus ne bo na krhkosti in miljivosti življenja, ampak na zavedanju, da Bog skozi načrt naredi prave stvari. In zato ostanimo z njim. Vi ostanite z nami, z Reflektorjem, všečkajte nas in pustite kakšen komentar. Hvala.